Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa še z komentatorskega mesta. Če ste bili z nami v našem studiu, potem, ja, res veste vse, kar morate vedeti pred tekmo Celje-Mura v 22. krogu prve lige Telemach smo, ki ga torej odpiramo v Celju. Na dvoboj dveh ekip, ja, ki sta nekaj časa veljali za kar velika rivala. Zagotovo se boste spomnili tistega obdobja, ko so Celjani ob večjih investicijah v igralski kader, ko se je nekako začenjala nova era Celja, kar precej boči našli v Murski Soboti. Dobil ponudbo vodstva kluba, ampak da zdaj je še ni sprejel. Šalošič napada za Celje. Tole je veliko prostora za Avdulija. Avduli pregrava, Avduli pred vrata, priložnost in gol! 1:0, 16. minuta, Mario Kvesić z prve priložnosti za vodstvo Celja z 1:0. Napaka predvsem na levi strani obrambe Mure. Avduli je podal pred gol, tam pa potem nihče ni preprečil poti žoge na oddaljenejšo vratnico. Tam pa je žogo pričakal Mario Kvesić in dosegel svoj 4. gol v tej sezoni prve lige Telemach. Zelo, zelo pomemben gol za Celjane. In tole zdaj ukradena žoga. Kvesić jo je izgubil v dvoboju s Korošcem. Korošec pred vrata. Bejger je odbil, pa potem poizkus prek gola Krupiča. Pri Celju se ni uspel prebiti v prvo ekipo pri Muri Pač, potem ko je dosegel v mladinski ligi v prvem delu sezone kar 13 zadetkov. Proti Bravo tudi med strelci že v prvi ligi Telemach. Tole pa nevaren poizkus Vidoviča. Lepa, najbrž jo bo sploh ob tem rezultatu Slavicu v nadaljevanju poslal v igro, ampak Vodeb se spet zapleta. Tole bo out za Muro. Razrečena je celjska obramba. Kurtović v kazenskem prostoru, pa potem poizkus brani Leban. Celjani so seveda napredovali. Izgubljena žoga zdaj Grofov, tule je Kurtović. Kurtović strelja, gol! 42. minuta, zakon bivšega. Tako je pokazal proti tribuni Kenan Kurtović. Celo zdi se, da je malce pokazal proti vodstvu kluba, ki sedi na VIP tribuni nogometaški v Celju. Ni dobil prave priložnosti, zato pa se je zdaj izkazal s krasnim zadetkom Kenan Kurtović v 43. oziroma mislim, da še v 42. minuti za 1:1. Napaka Kvesića. Celjani po doseženem golu niso dodali po plinu. Mura se je prebujala in zdaj je dobila, kar je iskala. Tule je Sešlar. V prvem polčasu Ljukovac mora biti zelo pazljiv. Rumeni karton za Hamzo Ljukovca, ki je končal z današnjo tekmo. Rdeči karton, neverjetno. Zdaj sicer gleda Hamza Ljukovac in se čudi, ampak že je imel rumeni karton. Kakšna neumnost. Sešlar in Kvesić. Podaja na oddaljenejšo vratnico, tole je nova priložnost za Grofen gol. 2:1, Celjani vodijo, Ivica Vidovič pred iztekom prvega polčasa za novo celjsko vodstvo. In v pravem trenutku, gledano z celjskega vidika, se je znova zatresla mreža Mure, nasmejan je Ivan Majevski, Celjani pa vodijo z 2:1. To je tisto, o čemer sem danes že govoril. Prekinitve so postale seveda izjemno pomemben del nogometa in ko imaš nogometaša, kot je Svit Sešlar, je v tem pogledu marsikaj lažje. Sešlar je tule žogo podaljšal na Praniča, ki je vknjižil prvo asistenco v celjskem dresu. Zelo dobro pa se je znašel Ivica Vidovič in zadev za Celje 2, Mura 1. Tole je našel dovolj prostora Vidovič, da je žogo poslal v gol Mure. V tej sezoni prve lige Telemach na gostujočem igrišču. Kvesić
Pesič podaja pred vrata, tole je lahko nevarno in gol. Armanda Skučis, 52. minuta, Celje vodi s 3-1. Armanda Skučis pa nadaljuje tam, kjer je končal Franko Kovačević. Napadalci Celja zabijajo, zelo pomembna informacija za Ivana Majevskega in njegove sodelavce. Armanda Skučis je zdaj pri 3 golih v drugem delu sezone. Saj zame bolj rusko-ukrajinski vlagatelji v Knežjem mestu želijo ustvarjati predvsem evropske presežke, ne nazadnje tudi zato Albert Riera jeseni dobil podpis absolutno rekordno trenersko pogodbo v zgodovini slovenskega nogometa. Tole je nova priložnost, Dermastja brani. Vidović je zelo razpoložen, kar se zaključkov tiče na tem obračunu. Je že prijel žogo v roke, da bo izvedel 11 metrovko. Tule je nemogoče, da Antić, seveda, ko bo situacijo pogledal, sprejme kakšno drugačno odločitev. Ja, tole je bilo res zelo, zelo nerodno. Kaj danes počno nogometaši Mure v smislu te nerodnosti in neumnosti? Darjan Slavic bo, ja, Sešljar pa zdaj z bele pike brani Dermastja. Brani Dermastja, torej vendarle nekaj pozitivnega tudi v tem drugem polčasu za črno-bele. Postali kar nekako simbol slabe volje med navijači Mure. Tule pa zdaj tudi VAR preverja tisto, o čemer sem govoril. Mislim, da je Sana. Ja. Mislim, da je Sana najprej zadev žogo, ampak potem je tudi zelo, zelo grdo kresnil po gležnju Požek Vancaša. Tule, ja, absolutno je Sana najprej izbil žogo. Ali zdaj morda pregledujejo rdeči karton. Zdaj, če bo tole 11 metrovka, potem imajo sodniki velik problem. Zakaj? Spomnimo se tekme Radomlje Maribor, ko je bil zrušen Ali Regba. Tam je Kukovec najprej igral žogo in slišali smo Žigo Dobruna, da je igranje žogo dovolj, da potem vse ostalo ni pomembno. Tole pa je zdaj 11 metrovka za Celje. Konsistentnost, konsistentnost, konsistentnost. Menjava med tem pri Muri, da nam ne bo vse skupaj ušlo. Jan Kovačič je vstopil v igro. Svit Sešljar v drugo, Spanenko, 4-1. Ja, tako to počne Svit Sešljar. Če v prvo ni šlo, je pač takšen karakter, da bo udaril Spanenko. Dermastja znova svojo desno, ampak v drugo ga je Sešljar ukanil. Nasmejani so Celjani. Že tako ali tako je nekaj časa jasno, da bodo tole tekmo dobili. Sešljar in Nieto zdaj kombinirata. Tole bo še en rumeni karton. Malce tudi izgubljajo živce zdaj nogometaši Mure. Rdeči karton. Rdeči karton za Nejca Eichmajerja. Še uspe Muri presenetiti Celje. Na gostovanju pa je zgodba drugačna. Vancaš pred vrata, Kučis in 5-1. Bum, petarda, še pred iztekom 90. je drugič danes zadev Armanda Skučis. Celjska zmaga pa je zdaj torej začinjena še s petico. 7 minut dodatka, kar je Kristjan Trdin, kaj reči po takšni tekmi, 5-1, ampak če pogledamo vaše koleno je okrvavljeno. Očitno ste dali vse od sebe, ampak danes nekako ni šlo. Ja, mislim, že v prvem polčasu nismo bili ta pravi v duelih, skozi smo malo zamujali in to,
Nismo na začetku pustili neki full šans, pol so prišli do tistega gola, v prekinitvah smo bili danes res slabi, smo res in pol ja, ko dobiš 2 rdeča kartona, je res težko iz tega nekaj narediti, zabiti gol in ja, šlo je vse narobe, tako da to je to. Vi kot mladi branilec, kot ste omenili, težko je igrati z enim manj, ampak del polčasa ste igrali tudi z 2 manj, pa proti kakovostni ekipi verjetno je to še toliko težje odigrati tekmo do konca. Ja, 100%, ja, še proti taki ekipi je še toliko težji, ampak ja, že nasploh proti komorkoli z 2 manj je res težko igrati. Probali smo se boriti, dati vse od sebe, ampak ja. Kristjan, kaj sedaj sicer imate en krog prosto oziroma ne igrate proti Domžalam? Mislite, da je to dobro za ekipo, da boste 14 dni sedaj brez tekme ali bi raje čim prej odigrali tekmo? Ja, lahko po eni strani je mogoče prednost, ja, da se malo naberemo skupaj, zbistrimo glave in gremo v naslednjo tekmo, ki nas čaka, res motivirani in da obrnemo ta slab niz. Kristjan, hvala in srečno naprej. Hvala. Kvesič, iskrene čestitke, gol in podaja in visoka zmaga 5-1. Prvi polčas ni deloval tako, da bo Celje tako z lahkoto premagalo Muro, kot je bilo videti na koncu. Pa me zanima, kako ste vi videli tole tekmo. Hvala za čestitke prije svega. Pa bilo je i dobrih i loših stvari kao i uvijek. Ja sam vidio potpunu kontrolu utakmice i u situacijama kad vama možda nije izgledalo da ćemo zabiti toliko golova. Kreirali smo puno šansi, puno prilika. Danas smo bili i efikasni za razliku od nekih dana kad smo igrali i bolje, a nismo bili efikasni, onda pričamo o nekim drugim stvarima. U nogometu je uvijek najvažniji rezultat. Za većinu ljudi, za nas ne. Mi želimo raditi puno dobrih stvari, a onda na kraju, naravno, ako nas rezultat nagradi, ako ostvarimo dobar rezultat, još bolje. Sedaj vas v četrtek čaka zelo pomembna tekma, morda najpomembnejša v tem delu sezone proti Driti. Glede na to, da ste relativno hitro odšli iz igre, vas je lahko trener prihranil kar nekaj nosilcev igre. Kako se počutite oziroma kaj napovedujete za tekmo proti Driti? Pa dobro, ne bi sada rekao da me trener nešto odmarao. Drugi dečki zaslužuju isto minute i mi kažemo da smo svi jednaki i drago mi je da smo danas podijelili minute, da nas je što više spremno za utakmicu. Sad se trebamo dobro odmoriti, pripremiti za sljedećeg protivnika i nadam se dobrom rezultatu, prije svega dobro igre, onda dobrom rezultatu. Sigurno neće biti lako, ali nema razloga za pesimizam. Ja mislim da trebamo biti optimistični, da imamo razloga. Danas smo odigrali dobru utakmicu, po mom mišljenju, ostvarili dobar rezultat i puni samopouzdanja. Mislim da možemo u sljedeću utakmicu. Mario, hvala in sretno. Hvala vama. Veren Slavic, po takšni tekmi je verjetno težko stopiti pred mikrofon, ampak če pogledamo z pozitivne strani, tisti prvi polčas do drugega gola Celja, ko je bil rezultat 1-1, je nekako delovalo, da bi Mura lahko dosegla kaj proti Celju, ampak se vam zdi, da je bil tisti drugi gol Celja prelomni trenutek na tej tekmi? Pa vedeli smo, da bomo nekje 20-30 minut proti Celju imeli neko, bom rekel, ki bomo v podrejenem položaju, ki bomo mogli držati nulo in potem, ko to preživimo, da se bo nam tudi z druge strani odprlo kaj. Jaz mislim, da smo polčas dovolili v okviru vrat en strel, so bili dominantnejši, so bili boljši v polju, ampak to se je nekako pričakovalo, bili smo disciplinirani, smo reševali te situacije na koncu kot po dogovoru, tudi se vrnili v igro z zadetkom, na koncu smo pričakovali neke te situacije, ko vzamemo žogo, da bomo prišli do pol šans, potem pa ja, z naše strani velika napaka tam za tisti drugi rumeni karton.
Še potem, kaj lahko povemo danes, je pač 3 gole iz prekinitve. Kakoli, ko si enkrat z igralcem manj ali pa z 2, normalno, da boš trpel, da bo te nasprotnik prebijal, predvsem po strani, ampak prelahko smo dovolili potem tiste gole tam v samem kazenskem prostoru. To si nekakor Mura ne sme dovoliti. Zdi se mi, da sredi drugega polčasa pri 3-1 za Celje, sicer res z igralcem manj, ampak mimika teles igralcev Mure ni bila tista prava, kot da jim je po domače povedano že takrat vse padlo dol. Pa mislim, da dobro, da je normalno, ko dobiš rdeč karton, pa dobiš gol tik pred polčasom, ni neke pozitive, normalno. Bilo je kar konkretno v slačilnici, ampak vseeno je bil dogovor, da gremo ven in da damo vse od sebe, da ni šans, da se razpademo, da dovolimo nekaj takega, kot se je zgodilo. Zdaj, sam potek potem ne bi niti komentiral. Ni bilo na nivoju in zaslužena zmaga Celja. Sedaj imate 14 dni praktično časa, kajti naslednji krog ste prosti zaradi izpada Domžal oziroma Domžale niso več v ligi. Je to sedaj za trenutno stanje Mure bolje ali bi raje igrali kar hitro tekmo? Trenutno je boljše. Imamo kar nekaj 2-3 nova igralca. Da to nekako povežemo, da se zberemo in da postanemo konkurenčni in se zaborimo za to 8. mesto. Dali bomo vse od sebe, kot že večkrat povedano, so pa težki te porazi in treba bo jih predelati. Darjan, hvala lepa. Hvala. Ivan Majovski, iskrene čestitke za zmago, visoko zmago proti Muri. Čeprav prvi polčas morda ni deloval tako dinamičen, ampak zadeli ste v tistem najpomembnejšem trenutku, tik pred koncem prvega polčasa, drugi polčas pa zares sicer z rdečimi kartoni na drugi strani, ampak Celje je delovalo razigrano in predvsem zelo učinkovito. Kako ste videli vi ta celotno tekmo? Hvala lepa za čestitke. Fanti znajo igrati dobro. Oni so vsi dobri igralci, odlično so trenirali cel teden, tako da kdaj so motivirani, a zdaj so motivirani, oni vedno motivirani. Tako da za njih bil je težek trenutek, težek teden. Zdaj ste videli na igrišču, delovala ekipa, prava ekipa. Vsak od njih odličen igralec, nogometaš. Zdaj sodobni nogomet še nisi na 100%, danes so bili na 100% vsi. Tako da tu nimam nobenega dvoma. Prvo polčas seveda Mura bila postavljena zelo ozka in to je normalna stvar. Kdaj od prve minute si pripravljen na 100%, oni so laufe, ampak na celo tekmo to je težko pokrivati. Tako da fanti delovali odlično, moje mnenje bila super tekma, polčas vse ok. Verjetno kot trener ste zadovoljni, da ste kar nekaj golov dosegli s prekinitev. Za nadaljevanje sezone oziroma predvsem za tekmo, ki pride proti Driti, je to verjetno za vas dober podatek. Zdaj prekinitve to je 30% nogometa. Če pogledate na primer Arsenal, v tej sezoni oni imajo neverjetne številke, tako da je to prekinitve ful pomembne in vsak segment tekme to je zelo pomembno. Tako da mi delamo z vsemi stvarmi in danes še fanti so malo počivajo, jutri tudi, potem že gremo od ponedeljka na Drito. Tako da moram vsako tekmo biti na 100% pripravljen. Je pa verjetno to zelo pozitivno, kar zadeva samozavesti ekipe, da dosežeš tako visoko zmago pred pomembno tekmo v Evropi. Je to dobro za samozavest najverjetneje? Ja, seveda, da to je dobro za igralce, za vseh. Samozavest je ena od najpomembnejših stvari v nogometu, tako da vse je super, jaz sem zelo zadovoljen, še enkrat čestitke fantom, oni so naredili svoje delo vrhunsko. Ivan, hvala in srečno na tekmi proti Driti. Ja, hvala.